Prvič sem slišala za filantropijo, ko so prišli v Slovenijo begunci iz Bosne in Hercegovine in je že takratna predsednica Anica Mikuš-Kos organizirala svoje kolege, da so z družinami prepeljali begunce domov na kosilo. In jaz sem bila ena od hčerk njene kolegice in nas je mama kar organizirala vse 3 hčere, gremo po eno družino in mi smo pa to družino pripeljali domov in se pogovarjali. Moram reči, da to meni ostalo strašno globoko v spominu, tako res se me je dotaknilo to. Predvsem me je pritegnilo to, da je filantropija delala z begunci. Meni se je zdelo to neko področje, ki je zame sigurno izziv in bi rada delala nekaj takega. Mogoče lahko začnem že kar z mrežo prostovoljskih organizacij. To je nekaj, kar smo se na filantropiji spomnili, da bi bilo res dobro, da vsak, ki želi biti prostovoljec, najde delo hitro, da lahko najde organizacijo in tako. In vem, da je bilo najprej veliko zadržkov, ne med nami sodelavci, ampak bolj med drugimi, ne boste mogli, to je prevelik zalogaj in tako. Ampak se nismo dali in smo šli stvarjo naprej in moram reči, da zdaj tudi, ko sem gledala za nazaj, da smo dejansko uresničili s to mrežo prostovoljskih organizacij vse, kar smo si takrat zadali. Dejansko danes, kdorkoli želi delati prostovoljsko, preko slovenske filantropije lahko delo najde zelo hitro. Mislim, da bi delala podobne stvari, ampak da se ne bi ukvarjala toliko z reševanjem nekih kriznih razmer, kar je stalnica v slovenski filantropiji, in da se ne bi ukvarjala toliko z iskanjem financ. To bi bil po moje idealen svet, kjer bi take organizacije imele svoj prostor in ne bi bila ključna zadeva, ki jo morajo kar naprej izvajati iskanje sredstev za delo. Jaz sem v bistvu enkrat ugotovila, da mogoče pa nisem več čisto tako zagreta za stvari, kot sem bila na začetku, da se mi zdi, da sem že kar posvojila, da kakšne stvari iz te moje pozicije ne morem speljati. In takrat se mi je zdelo, verjetno je res čas, da grem in probam to, kar bi rada dosegla, doseči nekje drugje. Zdaj, ko gledam nazaj, se mi zdi, koliko smo naredili, jaz sem res ful ponosna na vse, kar se je dogajalo in na to, kako filantropija zdaj izgleda, ko mene več ni. Tako da, mogoče se zdaj večkrat pohvalim, prej sem bila skromna, ker sem bila del tega očitno. Moram reči, da je bila ekipa zame vedno ena najpomembnejših stvari, ki te drži potem, da delaš stvari skupaj, če imaš dobre sodelavce. In na filantropiji se je nabrala skupina izjemnih ljudi.